Barbara, pozdravljena. V Münchnu je ta konec tedna potekala varnostna konferenca, ki so se udeležili tako predstavniki Zahoda kot Rusije. Kako globoka je vrzel med enimi in drugimi, je zadnja mirovna pobuda kakorkoli omilila retoriko? Nemška kanclerka Angela Merkel je že ob začetku ukrajinske krize izjavila, tako so vsaj poročali ameriški viri, da ruski predsednik Vladimir Putin živi v nekem svojem svetu. Leto dni kasneje ni nič drugače, ali bolje povedano, videti je, da Zahod in Rusija živita v različnih svetovih, ki niso niti paralelna vesolja, saj katastrofalni trk med njima ni več nekaj, česar si ne bi bilo mogoče niti predstavljati. Prav strah pred oboroženim spopadom planetarnih razsežnosti kanclerko Merklovo in francoskega predsednika Françoisa Hollandea žene v morda zadnji poskus kompromisa, ki bi zadovoljil tudi ruskega predsednika Putina. Potem, ko so ruski jedrski bombniki nedavno vadili napad na Veliko Britanijo, potniško letalo na poti iz Kopenhagna v Varšavo pa se je za 9 sekund izognilo ruskemu lovcu. Ozadnja sedanjih konfliktov so resna. Ruski predsednik je v soboto, torej po zadnjem srečanju z Merklovo in Hollandom, Zahod obtožil pseudo-okupacije, s katero ne bodo soglašali. Njegovo žalovanje za Sovjetsko zvezo pa je povezano predvsem s tem, da je po njej na desetine milijonov ljudi ruskega rodu ostalo v drugih državah. Tudi zdaj se ukrajinizacije, kot lahko rečemo, bojijo tudi nekatere druge ruske sosede, med njimi baltske države, ki pa so članice zveze NATO in bi vsak napad na nje, pa čeprav, kot zdaj radi rečejo, hibriden, pomenil napad na vse članice. Tega se zaveda tudi nemška diplomacija, pa čeprav so ameriški republikanski senatorji na pravkar končani münchenski varnostni konferenci obtoževali nevarnega popuščanja. Že to kaže, da se položaj tudi po Münchnu ni prav nič izboljšal in se bo verjetno še zaostril, če se jutrišnja pobuda iz Minska ne bo posrečila. Kot že rečeno, se bodo jutri v Minsku srečali voditelji Nemčije, Francije, Ukrajine in Rusije. Je mogoče napovedati kakršenkoli izid pogovorov? Po neuradnih poročilih nemška kanclerka in francoski predsednik stavita na koncesije proruskim upornikom na vzhodu Ukrajine. Ti naj bi zdaj za svojo avtonomijo dobili še ozemlja, ki so si jih pridobili po prvem sporazumu iz Minska septembra lani. Med njimi in drugimi deli Ukrajine pa naj bi vzpostavili široko demilitarizirano območje. Vsaj na papirju pa bi ti predeli ostali del Ukrajine in morda bodo spet poudarili nujnost, da meje nadzorujejo inšpektori Organizacije za evropsko varnost in sodelovanje. Vsega tega pa seveda še nihče ne razglaša tudi zato, ker je popolnoma nemogoče napovedovati, ali se bo Minsk številka 2 posrečil in če se bo, ali bo vseeno ostal brezzobi tiger kot Minsk številka 1. Kot rečeno, so ruske stave veliko višje, morda pa ne bodo mirovali niti ameriški in drugi zagovorniki oboroževanja ukrajinske vojske. Kako pa v Nemčiji gledajo na nekatere ameriške pozive po oboroževanju ukrajinskih varnostnih sil? Bi propad pogovorov v Minsku pomenil prav to? Tudi nemški zunanji minister Frank-Walter Steinmeier zdaj domneva, da bo v primeru propada sedanje mirovne pobude konflikt eskaliral in da bo v tem primeru tudi Evropska unija razmislila o oboroževanju ukrajinske vojske. Na Zahodu namreč le redki verjamejo ruskemu zatrjevanju, da ne oborožujejo ukrajinskih upornikov. Prav tako Moskvi ne priznavajo pravice spreminjanja sosednjih držav v svoje vplivno območje. Če bo Minsk številka 2 vendarle prinesel kolikor toliko trdno premirje, pa bo Zahod najbrž z gospodarsko in drugo nevojaško pomočjo nasprotoval morebitnim nadaljnjim poskusom destabilizacije vse Ukrajine, kar lahko prinese nove spore. Spomnimo se, da je sedanje zaplete sprožilo ukrajinsko povezovanje z Evropsko unijo in ne morda z NATO-om. Kot je v enem od svojih televizijskih intervjujev povedal predsednik Putin, je zanj tudi to spodkopavanje in morda tudi zato ne odgovarja na zadnje pobude kanclerke Merklove o tesnejšem gospodarskem sodelovanju med njegovo Evrazijsko unijo in EU. Ukrajina je že več kot leto dni očitno prizorišče merjenja moči med Zahodom in Rusijo. Se ta boj za prevlado morda zdaj seli drugam? Ruska tiskovna agencija je te dni poročala, da se Rusija že pogaja o vojaški uporabi ciprskih pristanišč in letališč. Zaradi odkrito proruskih vladajočih strank je zdaj pod vprašanjem tudi Grčija, znane so tesne povezave med Rusijo in Srbijo. V običajnih okoliščinah te najbrž ne bi vzbujale toliko pozornosti. Po izbruhu krimske krize pa so na Zahodu našteli že 40 nevarnih soočenj ruskih vojaških letal ali podmornic s silami zahodnih držav.
Če je cilj predsednika Putina v resnici razveljavitev statusa quo po koncu hladne vojne, potem lahko zaostrovanja pričakujemo tudi drugod. Morda najprej na gospodarski fronti, ki je skupaj z nizkimi cenami energije že zdaj eno najmočnejših orožij Zahoda. Tudi zaradi tega zdaj vsi upajo, da se bo iz jutrišnjih pogovorov predsednikov Rusije, Ukrajine in Francije ter nemške kanclerke, ki naj bi se jih udeležili tudi ukrajinski uporniki, rodil zametek reševanja vseh drugih sporov, a bo treba na to počakati. V vročem letu, ki je za nami, je bilo že vse preveč trenutkov v slogu, saj ne more biti res, pa je. Barbara, hvala za pojasnila. Nasvidenje.